Dalibor Volaš, Dragan Jelić, Velikonja, Tavares, Berić. Če ti prije na levo nogo, probaj z levo nogo. In to sem imel takrat v glavi, to se še zdaj spomnim. In takrat mi je prišlo lepo na levo. Pa pride do tega, v tujini si, stvari zamujajo, ne dobiš plače. Tudi zdaj, nažalost, se tudi v Sloveniji dosti tega dogaja, ampak Hyrox je vseeno nekaj posebnega. Prvo bi izpostavil to, da je dokaj varen šport. Vse se dogaja dokaj ravno, vsa gibanja so naravnost, tek je, plus te različne vaje. Še zadnja? Prav. In tek sto nariš. Ja. Fini si normalno. Se mi zdi, da ravno te dve puš pa žoge so ti lahko vse pokvarijo. Pa nimam rad farmer skerjev. Že od začetka, odkar sem začel s Hyroxom, sem imel težave z gripom. Jaz trenutno še ne živim od tega, daleč od tega. Svoj denar vlagam to sigurno niso mali stroški, vedno so potovanja, hoteli, letalske karte. Če bi živel mogoče kje druge, v UK ali pa ne vem, v Ameriki, bi lahko živel samo že od tega. Može? Sem Alen Ploj, bivši profesionalni nogometaš, sedaj pa fitness trener in Hyrox atlet. Z mano je Alen Ploj, bivši nogometaš, kolega, skupaj sva si stala nasproti, še ko sva oba igrala. Po karieri si našel povsem novo pot, novi izzivi so te peljali. Dotaknila se bo v tem pogovoru tudi tvoje izkušnje, seveda od Maribora, tujine, pa seveda do tega Hyroxa, ki je sedaj obnorel celoten svet. In hvala, ker si vzel čas in dobrodošel v oddaji 45 minut z Nejcem Vidmarjem. Hvala za povabilo. Bil sem presenečen, ko sem bil povabil, sploh na goste, katere si imel pred mano, tako da sem počaščen. Ja, jaz sem takoj pomislil na te, zato ker vidim, v kaj se ta Hyrox sploh gre in mislim, da si idealen kandidat za tole oddajico, ampak gremo midva lepo od začetka. Začela bo pri nogometu in nekako je bila to tista tvoja prva strast in kako je te začetki, kako se spomniš tega? Ja, iz otroštva vem že vedno nogomet. Ata je igral nogomet, brat nogomet, starejšega brata imam in tako sem jaz tudi padel avtomatsko v nogomet. Takrat so še bili drugi časi, smo preživeli cele dneve na igrišču s prijatelji in iz tega se je pol dalje razvilo. In pol po tistem začetku, nisi začel takoj v Mariboru, ne? Ne, bil sem v domačem okolju, v Lenartu, kasneje sem šel v malo večji klub Jarenino in iz Jarenine v Maribor. No, glih to me zanima, te prehodi, v bistvu, ko prideš enkrat, je verjetno enega izmed največjih, jaz ne moram reči, da je največji klub, da se mi tega reči, ampak recimo na vašem koncu največji klub in si opazil te razlike in kakšen v bistvu velik korak je bil zate to? Pa sigurno, vedno ti je neka želja, da bi ti igral v Mariboru, sploh če si z te okolice. Meni je bila želja, vedno sem to želel, pol občutki, ko sem dobil priložnost, vem, da sem bil tudi že predtem na probi pri njih, bi lahko že prej šel, se zaradi tega, ker je bilo dosti vožnje, nismo odločili za to. Mi je bilo malo škoda, ampak sem vedel, da enkrat bo prišla ta priložnost, da bom prišel tja pa pokazal, da spadam tudi tja. Ja, in pa si se prebil skozi mladinske selekcije tudi do članske, ampak kdo je takrat, kajti imeli ste res enkratno ekipo takrat in vse ti evropski uspehi, ki so prišli potem posledično, kdo je nate pustil največji vpliv? Lahko tudi trener bo se še dotaknila tudi teh igralcev, ki so ti bili konkurenca konec koncev za mesto v ekipi, ampak
A je pustil kakšen igralec poseben vtis nate ali mogoče kakšen trener? Kdo je takrat v tistem času bil najbolj vpliv? Jaz vedno rečem, da je bil moj najboljši trener v karieri Darko Milanič. Se mi zdi, da me je res največ naučil. To je bil moj prvi trener pri članih. So disciplino, treninge, dodatno delo, tudi samo organiziranost na igrišču. To sem dobil od njega. Od igralcev pa se mi zdi, da mi je Agim Ibrahimi dal tudi največ. Se mi zdi, ker on je bil vedno tudi čisti profesionalc. Vedno je prišel pred treningom na fitness, po treningu je ostajal. Tako da, če na prvo žogo bi rekel, da mi je on dal največ, oziroma sem se od njega največ naučil. Kaj pa, konkurenci, ti si igral bolj v napadu, oziroma napadalec si bil in takrat ste imeli kaj? Dalibor Volaš, Dragan Jelić, Velikonja, Tavares, Berić, lahko bi še naštel in ti si videl, kako je bilo težko pač vsem to sprejeti. Kako si to sprejel kot izziv, da si se učil, gledal vsak trening, ampak res izjemna konkurenca? Ja, takrat je bilo res noro, mislim, da nas je bilo 7-8 napadalcev. Jaz sem bil med najmlajšimi. Sigurno učiš se, probaš se čim več videti, kaj oni delajo. Z razlogom so bili v Mariboru. In ja, čakal sem na svojo priložnost, vedel sem, da sem dovolj dober, mogoče nisem takrat čutil take samozavesti, kot bi jo mogoče mogel, ampak vseeno si še mlad, ne veš, kaj je pred tabo, ampak ja, iz tistih časov sem se kar dosti naučil. Ja, in zdaj bom pa šel na eno točko, ki naj jo veže. Ja, debitiral si mislim proti Nafti, takrat odigral par minut, potem je prišla tista zadnje kolo, mislim, da je zadnji krog je bil v ligi leta 2011. Igral si proti Domžalam, proti meni. Mislim, da smo mi par dni pred tem vam malce povzročili malce slabe volje z tistim pokalnim srečanjem, ko smo ga osvojili. Ampak ja, pa smo mi prišli na vašo čago in ti si prišel v igro in mi boš pokomentiral tale zadetek, ki mislim, da je bil res fantastičen in to ne z desno nogo. Levo nogo, ja. Izvolite. Tega se še spomnim, celi teden smo trenirali, takrat je bil še pomočnik Ante Šimunža, trenera, in on je skrbel bolj za napadalce. In vem točno, da smo to trenirali, da če ti pride na levo nogo, probaj z levo nogo. In to sem imel takrat v glavi, to se še zdaj spomnim. In takrat mi je prišel lepo na levo in ne vem, če bi lahko lepše. Lepših zadetkov v tvoji karieri, verjetno. Pri tebi. Ampak dobro, mislim, mi smo svoje upravili, tisti pokal smo vzeli, mislim, da z Domžalami. Pa vseeno, mislim, da smo bili kar dober nasprotnik, zmeraj mi je bilo Domžale res zelo dobre. Ja, mislim, da mi je bilo nasplošno v karieri najbolj motiviran sem bil vedno v Ljudskem vrtu. Ker je res posebno okolje, pač hočeš nočeš verjetno najbolj nogometno okolje glede podpore, ampak ja, vedno sem prihajal motiviran. Mislim, da so tudi ne glede na to, da so me navijači vedno imeli po zobeh vlačili, mislim, da so spoštovali tudi to in mislim, da sploh od tistih ljudi blizu kluba sem videl, da me spoštujejo in mislim, da sem jim s temi predstavami vedno probal. Znajo oceniti dobre igralce, tako da so te sigurno spoštovali. Gremo mi naprej, po tistem Mariboru, ko si rekel, ko sva zdaj šla čez, izjemna konkurenca in potem si nekako normalen korak v karieri športnika ali pa nogometaša je to, da se gre razvijati naprej in iskati priložnost. In ti si šel na posvoje Aluminij, Celje, Mura. Kaj si odnesel tega in kako si sprejel to odločitev, da odhajaš na posvojo oziroma takrat še tiste dvojne registracije? Takrat prva posoja Aluminij se mi zdi, da mi je dala največ. Takrat sem lahko še treniral recimo v Mariboru z njimi, na tekme pa sem šel v drugo ligo za Aluminij igrati. In tam sem imel redne tekme, dobre treninge sem imel, plus tega, da sem igral tekme v članskem nogometu. Kasnejše posoje Mura pa Celje pa žal ni bilo vse tako, sem pričakoval, nekaj je bila tudi moja krivda, nekaj je na drugih, sigurno se malo porazdeli. Posoje so vedno tak, ti nisi njihov igralec, se mi zdi, da te ne toliko resno jemljajo. Res, da če ne zdaj res izstopaš, tudi včasih ne dobiš priložnosti, ti greš tja, da boš igral redno iz tega vidika.
oni bodo gledali mogoče malo bolj na svoje igralce. V Muri je bilo recimo takrat, tisto leto je bilo je razpadla Mura, tako da je že bilo stanje tudi kar slabo. V Celju pa tudi jaz nisem najbolj izkoristil svoje priložnosti, tako da je eno z drugim. Ja. Ja. Po teh posojah v Sloveniji se vrneš v Maribor oziroma se odločiš, da boš se preizkusil v tujini. Kako težek je bil ta korak, konec koncev greš iz kluba, ki ga imaš verjetno najraje in sprejmeš to odločitev, grem v tujino in probam srečo tam in si dočakal to, kar si mislil, da se bo zgodilo v tujini, ali je bilo na koncu drugače, govorim, prvo si šel na Slovaško, je tako? Ja, prvo glede Maribora, takrat mi je potekla pogodba. Sigurno ni bilo to ravno lepo, da sem mogel oditi z Maribora, ampak pač s tem se treba sprijazniti. Imel sem v glavi, ok, sem že drugje dokazal. Ja, prvo sem šel na Slovaško, prvo ligo. Tam tudi ni bilo najbolj po planu, imeli smo določene težave finančne, tudi nisem najbolj redno igral, zamujale so plače, ja, ni bilo res, prva izkušnja s tujino res ni bila prijetna. Takrat vem, da sem tudi prekinil pogodbo, čist na koncu prestopnega roka. Sem na nekaj na silo iskal in sem dobil, hvala Bogu, priložnost na Poljskem. Za Poljsko pa res nimam slabih besed. 3 leta sem ostal na Poljskem, menjal sem tam 3 klube. Poljska je res nogometna država, tam sem res užival, tam sem se res počutil kot nogometaš, vse tekme so bile polne, tribune. In ja, za Poljsko mi sigurno ni žal, sicer me je malo poškodba ustavila, ampak ja, sem vesel, da sem šel na Poljsko. Ja. Jaz se še tega dotaknem, ki si rekel, ja, greš v tujino in vsi mislijo, da se cedite samo med in mleko in da je vse ok, da si nogometaš, da je vse super. Pa pride do tega, v tujini si, stvari zamujajo, ne dobiš plače. Tudi zdaj, nažalost, se tudi v Sloveniji dosti tega dogaja. Ampak povej iz prve roke, jaz sem določene stvari doživel na ta način, ampak verjetno ne v tako hudi obliki. Ampak vsem, kako težko je v bistvu si na tujem, ne dobiš tega plačila, za katerega se dogovoriš in kako je tako v tistem momentu? Pa sigurno je težko, prvo kot prvo ti delaš za to je tvoja služba, pričakuješ, da boš tudi plačan za to, vsak dan hodiš na treninge, se žrtvuješ, da si čim boljši, posneje pa ne dobiš plačano za to. Mislim, vsi igramo nogomet iz ljubezni do žoge, do igre, ampak vseeno, to je tvoja služba, od nečesa moraš živeti. Tako da ni bilo prijetno, hvala Bogu, takrat sem imel tudi družino, ki mi je pomagala. Ti, če ne dobiš plače 5-6 mesecev, ni najbolj enostavno, živiš v tujini, poleg tega moraš plačevati stroške stanovanja, hrano, vse ostalo, tako da ni bilo lahko, ampak tudi to te nekaj nauči. Ja, in po tisti Poljski si se vrnil nazaj v Slovenijo. Je bila takrat še tista želja, da bi uživel, recimo, da bi prišel res na tisti najvišji nivo? Bil si mlad reprezentant, nadebuden, prihajal na sceno, tisti preblisk, recimo, oziroma bom rekel, preboj v Sloveniji ti takrat prvič ni ratal, ampak si prišel s to željo nazaj, da boš še nekako uživel to, ali si že imel mogoče odzadaj, ok, kaj bom po karieri, si že razmišljal v tem času? Takrat sem še imel željo, da bi obudil kariero. Jaz sem imel vedno občutek, da nisem vsega pokazal, kar znam na nogometu, zdaj ko gledam za nazaj. Se mi zdelo, da ko sem še imel neke rezerve, ne vem zakaj sicer, ampak kot da sem bil malo omejen v glavi oziroma nisem imel te samozavesti, da bi lahko pokazal več. Takrat sem se vrnil, da bi še dokazal, šel sem v Nafto. Takrat smo res imeli vrele uspehe, prišli smo v finale pokala z Nafto, takrat isto leto. Ampak potem pa je udarila ta korona, je se vse skupaj porušilo. To je bilo še tisto, ko ste na Brdu igrali? Tako, finale na Brdu, ja. Z Muro. Bi bil lepi derbi, bi moglo biti pred polnimi tribunami, ampak jaz sem nas takrat dali na Brdo. Ja, tista je bila lepa zgodba, ampak se je pol vse tako nekako čudno končalo s to korono. Takrat se je vse zaprlo in takrat tisti čas med korono je marsikaj spremenil. Ja, spomnim se tistih časov tudi sam, kako so stadioni samojeli in si slišal res čist vsakega, od ekonoma do res čist vsakega in res ni bil prijeten občutek igrati pred totalno praznimi tribunami. Ja, in pol, ok,
korona in počasi se, recimo, da svet spet odpre. Ti nekako še vedno si igral nogomet, ampak bolj na tem najvišjem nivoju. In potem nekako si prišel tudi v to trenerstvo. Kdaj je bilo to? Te je to že od nekdaj zanimalo? Si delal na tem, se izobraževal ali kako to, da si se odločil za odprtje svojega džima oziroma ja, najbolj me je začelo zanimati trenerstvo oziroma fitness nasploh pri moji poškodbi kolena, ker takrat sem ugotovil, da moram dodatno delati. Začel sem se učiti malo, kakšne vaje mi ustrezajo in takrat sem videl, ja, ok, to je nek zanimiv del. Kasneje pa, ko sem tudi videl, da moja kariera več ne bo šla navzgor, da več ne bom živel od tega, sem tudi začel razmišljati v tej smeri, da mogoče pa bi jaz enkrat imel svoj fitness, kjer bi lahko treniral druge igralce. No, predvsem je bil prvi fokus na nogometne igralce, ker imam svoje izkušnje, nekaj sem dal že skozi, pa da bi to prenesel na njih, da bi bili oni čim boljši. Tako da se je počasi rodila ideja, da odprem neki svoj fitness. Ja, ampak vmes oziroma v tem času si se odločil za čist nekaj ekstremnega oziroma si pa čist presekal zadeve, nevezano na šport. Odločil si se, da greš v reality show, v kmetijo. Odkje je ta ideja? Dobil sem povabilo, še sam ne vem, zakaj sem to sprejel. Takrat je bilo pač grem, ne grem. Izziv je bil veliki, čist nekaj drugega, čist neka druga izkušnja. Ni mi žal, da sem se udeležil, to je bilo res noro, 17 dni smo bili not, nija stika z nobenim, ne veš, kaj se zunaj dogaja. Jaz sem si takrat rekel, to bom jaz preživel na easy, 17 dni bo šlo kot keks mimo, ampak res, res sem trpel, ni mi bilo enostavno, noter se dosti dela, non-stop se snema, razmere so slabe. Ampak vseeno, takrat sem začel dosti bolj ceniti, ne vem, od hrane do kaj imam vse doma. Ko sem prišel domov, meni je bilo vsako živilo krat 10, ko sem probal, ne vem, že samo čokolada ali pa kaj druga, ne, ker tega not nimaš in res ceniš določene stvari. Ja, res je. In tukaj tudi to, kar si rekel, brez telefonov, izolacija, totalna izolacija, ampak res v pravem pomenu, ker danes vemo, vse imaš na dlani, takoj veš vse, kaj se dogaja na koncu sveta in kako res, razloži mi še malo bolj, kako težko je to, ko dejansko ne moreš imeti stika z nobenim. Ja, jaz sem tako, kot sem že rekel, jaz sem prvo mislil, to bo na easy meni, ampak vseeno ti prideš v neko okolje z drugimi ljudmi, nobenega ne poznaš, vseeno si zaprt, ne moreš se nikam umakniti, nimaš dostopa do telefona. Še kamere. Še kamere zraven, ja. Res je dobra izkušnja, mislim, ni mi žal, ne vem pa, če bi še kdaj ponovil, ampak vseeno se pa zavedaš, kakšni problemi so telefoni v današnjem svetu, ker se mi zdi, tam smo bili prisiljeni, da se med sabo pogovarjamo, da se družimo, zdaj pa tu v normalnem svetu pa vsi na telefonu, vsak svoje ekran gleda, ni enako, no. Tam vidiš, da res živimo danes v nekem norem svetu. Ja, in si pa doživel stik, takrat je tvoja zaročenka prišla vsem in ja, izvedel si to slabo novico, ja, tudi jaz imam psa in vem, kako hudo je, ko ga izgubiš, ampak ja, ko te nekdo obišče in misliš, da bo zadeva samo pozitivna in se ga razveseliš, potem pa razloži mi malo sam, kako hudo je bilo, glede na to, da pač nisi mogel biti zraven takrat, ko ja, ta novica me je res kar fejst presekala. Takrat so sicer, zdaj vem, za nazaj še oklevali, če bomo mi sploh povedali ali ne, ampak ja, najbolj me boli to, da nisem mogel biti takrat z njo ob njej, ko je vse to doživljala, da sploh nisem vedel, kaj se dogaja. Ampak ja, nekako sem probal iz tega izvleči največ, da še mi je dalo dodatno motivacijo, da če sem že tam, da probam vsaj zmagati. Ampak ja, na koncu sem tudi finale izgubil, ampak ja, ni mi žal, izkušnja res nora, ampak ne bi šel še enkrat. Ne bi šel še enkrat, ja. Ja, okej, ampak jaz zdaj še na malo pozitivno stvar, ki ti je zdaj nekako, kjer se vrti tvoje življenje okrog tega, ne, in nekako svet je obnorel ta Hyrox in veliko ljudi tudi v Sloveniji se udeležuje, sicer ne v Sloveniji še ni teh tekmovanj, ampak v tujini. Kje si prvič
zasledil to in si rekel, ok, kaj si takoj iz prve rekel, grem se preizkusiti, kako to, da si se odločil za nekaj takega? Mislim, da je to bilo ravno po tem času, ko sem prišel iz kmetije, da sem videl, da en prijatelj gre na tekmo na Dunaj, pa sem mislil, ok, to je Dunaj, to je blizu, malo sem videl, kako to približno poteka, da je tek, malo moči, ok, sem rekel, da grem se probat dogodek, da vidim, kako mi bo. In ja, tako sem se održil prve tekme in kasneje pa se je razvilo še dalje, malo večjo, kako bi rekel. Ja, v večjem obsegu zdaj. Večjem obsegu, ja. Kako je pa, in tvoj prvi čas je bil? 1:03, mislim, da nekaj takega, 1:03, sicer na opnu, na lažji teži sem šel prvo tekmo. Zdaj, če gledam nazaj, niti ni bilo tako slabo, mislim, je kar dober rezultat, ampak ja, vem pa, kako sem se počutil na tekmi. Zmes med, mislim, da četrto vajo sem bil mrtev, sem že hotel odstopiti, ampak jaz, ker imam tako vztrajnost pa neko v glavi motivacijo, ne popustim, sem šel vseeno do konca, ker sem rekel, ne bom pa zdaj tu odstopil, če sem že tako daleč prišel. No, dej, mislim, veš kaj, mene res zanima, ker tudi jaz nekako sem začel malo to spremljati in me res zanima, kako to vse poteka in mi boš malo pokazal, pa če se strinjaš, bi prišel do tvojega džima, pa mi pokažeš, o čem sploh gre stvar, pa kakšen nasvet, pa tudi, da bojo ljudje vedeli, o čem sploh govorijo. Seveda, z veseljem. Bi še meni dobro govoril, Več dej, mi boš pokazal, kaj daješ vse čez, oziroma kaj sploh Hyrox je. Tako veš, Hyrox imaš vedno tek, osnova je tak tek, 8 km vedno moraš prelaufati, 8x pa 1 km, vedno začneš z tekom, 1 km, pa priješ direkt na prvo vajo, ti je skierk. Pri prvi vaji to vsakem priporočam, da se ne zaženeš preveč, ker je že prvi tek, malo moraš počasi začeti, ker ti na začetku se boš valjda počutil dokaj ok, pa svež, ne? Pa vedno, ko greš dol, vedno malo pokrči noge, pa celotni gib gor, pa malenkost stopi še bliže, čist malo, evo to. In tle imaš tavženc. Ja, evo, tu ti kažeš 2 metre, tu pa ti kaže malo tudi average, kak približno držiš, ne? In pol je kilometer teka? Pa greš spet na kilometer teka, pa priješ na drugo vajo, pa imaš sled push. Na tekmah to poteka vse znotraj hale. 2 tekmi imaš na leto, oziroma 3 bojo zdaj, ko imaš, oziroma zdaj že tudi dodajajo stadione, da delajo na stadionih in to se takoj pozna. Tam sem jaz imel najboljši čas, ker je zrak je sveži. Kaj lahko prije 1000 folka, si se zabašati, je luft ful grozen. Koliko je kil zdaj? Zdaj smo ti naložila 100, 120, 170 na proju, ker imaš kategorije pro pa open kategorije. No, vse ko je razlika recimo med pro pa open? Pro imaš 202 kili, zdaj pa imamo, midva tu smo rekla 170, ampak tu pri meni je še malo lažje zatišati, ker je malo drugačna podlaga. To je treba tudi upoštevati. Jaz na vaji, ko treniram, kao za pro, dam si še več gor. No, to imaš pol 50 metrov tega. 50 metrov, imaš 4 dolžine, 12 metrov pa pol imaš, vedno moraš tja nazaj potisniti. Tu pa ti jaz predlagam, da uporabljaš, ker eni tišijo tak, ampak to ti samo noge delajo. Da prijavljaš tudi prijem, da celo telo nasloniš, celo brado gor nasloniš, pa malo brada preko, pa samo potiskaš. Mislim, boj samo skoncentriran isto zraven na dihanje, pa bomo šla celo linijo gor, pa nazaj. Zdaj pa da tu imaš rame gor, zdaj pa noge, pa celo uporabljaš to. Zdaj pa zgoraj se malo prej stavi, da boš prišel zadaj za sankami spet. Zdaj še lahko enkrat potisneš gor dol. Paljen. Da je bilo malo občutka, da ti vseeno stopi tudi v puls pa v noge. Ja, se pol kar čutiš noge. Ja, si stopi v noge, tudi pa puls ti nabija, voje ti nabije. Druga oziroma tretja pa je pul, isto na sankah, ampak imamo vrvi, samo da bomo zdaj naštimo.
obrnem. Kaj ga obrnem? Ne, se ok, tako je. Pa imaš pul, tam pa so teže, pro je 150, mislim, da na opnu pa je 100 oziroma 120, nisem ziher zdaj, za pro sem ziher, da 150. To pa imaš isto 50 metrov, isto greš na tek zdaj, tako da bi šel zdaj na tek. Ja, tek, ja. Pa priješ na isto pozicijo oziroma pač drugo, samo da imaš pul. Tisto pa imaš zdaj, gled, taki plac je, da recimo, da bi si tu predstavljal, kot da je tu črta, pa zadaj črta, samo imamo zdaj zadaj zid. Pa tu sem zdaj samo pokazal tehniko. Vedno ide, kot da bi prišel do črte, se pravi čim bolj naprej skloniti, da že ti tu, da ne tu zdaj primeš, da že lahko čim več odzaveš. Zdaj iz tega, kot da bi delal mrtvi dvig, potegneš in ko boš dobil ritem, samo začneš hoditi nazaj. Pol tam imaš si pa omejen, tle pa tle, ne? Ja, in tu so ful velike kazni, mislim velike, dobiš kazni. Ne šteje ti, ne? Ja, če bi naredil prestop, dobiš rumeni karton, drugi prestop že dobiš 15 sekund zraven. Pa se ti lahko sešteva, ne, tudi. Ja, verjamem, ja. To samo zdaj pazi, zdaj prvo si vrl stran, malo daj na stran, ja, to pa boj na tudi strani, na desni, tako ja. Tle nekje, ne? Tako ja, zdaj pa pri, pa iz mrtvega, to. Zdaj pa samo vrži na stran, to, oziroma pač malo manj, ja, to še stegno, tako ja. Pa spet, ja, to, prav, pa spet vržeš na stran, to, prav. Ti smo še mene na dvojco vzel. Ja, gled. Samo teko ne bi bil. Ja, samo je, veš, 60% je tek, ne, to moraš vedno vedeti, to vsakem rečem. Pol pa priješ na burpije, to pa je ena izmed težjih vaj. Burpije pa bom imela tu, gled, isto ženo gor dol. Aha, ja, to je pa ono, greš dol pa. Zdaj pa tu je pa pravilo, da z rokami ne smeš iti dol 30 cm, imaš samo tu prostora. In to so res ful striktni zdaj postali. Veš, da ne skočiš naprej z rokami, da si ne kradeš. In greš dol, pa moraš priti, lahko skočiš zraven, lahko recimo z eno nogo stopiš zraven, pa prije druga zraven, lahko greš recimo na koleno, pa priješ zraven, ampak moraš priti vedno samo do rok. Skočiš naprej, spet dol, priješ gor zraven, skok naprej in to moraš narediti 80 metrov tega. Zapravo je eno iti gor dol. In koliko je ena, a pač... Ti koliko skočiš? Ja, zdaj če imaš daljši odligo, je vrej. Ampak tu ti zdaj neš delal ful dolgi skokov, ne, ker boš malo, ja. Torej, takole nekako. Ja, greš dol, lahko skočiš gor, pa skočiš naprej, pa svet dol. Vidiš to. Tako, pa svet dol. Recimo, če to... Pa to so še ful striktni. Vem, če to recimo, če se mi to zgodi... Ne, zdaj ti ne kompliciraj, se ti si zdaj nazaj prišel. Ampak striktni so pa to tudi, da imaš vedno stopala v isti liniji. Aha, ja, torej, da ni tako, ne? Tudi, ko pristaneš, pa pol, ko skočiš naprej, da nisi tak, ne. Ja, da ne bi recimo to, pa bi to priklopil sem. Ok, zdaj, če ti malo pristaneš tak, pa si malo popraviš, ne, recimo, ampak to je, to, prav. Super. Zdaj pa je tak tudi, ne, daj skočiš še eno, zdaj ti, ko to delaš, ne, to te skoki gor, si hiter si, ne, ampak ful ti puls nabija, ne. Zato se zdaj ful dela tudi večina, tako sem ti ono drugo opcijo pokazal, da z eno nogo priješ zraven gor, pa prije druga, pa skočiš, ne. Je lažje, ne, tle v bistvu... Malo prišparaš energijo, malo bolj ekonomičen si, ne. Ali pa tudi veliti delajo, recimo, ne, da priješ dol, pa gre kolena gor, tu, pa si tu, ne. Pa skoči, ne, tako da si bolj varčen z energijo, ne, ker to, recimo tak, se je vrel, pa hiter si, ampak te ubije, ne. Ja, tudi tle se moraš pomagati s tem, spr... A ti recimo ta najtežja? Pa... Ne moreš reči. Veš, ker so vse, ajde skipa robi, jaz to vun odzel, recimo pol je naslednja je veslač, peta vaja, greš zdaj v tek, ampak recimo sanke te lahko uničijo celo tekmo, push-pull recimo, ne, ti lahko noge, pol burpee ti lahko uničijo. Žoge na koncu tako, da bo živo. In to so zdaj naredila koliko, 20 metrov, 30? To smo zdaj naredila na 20 metrov recimo, ja. Torej 80, Veš, koliko skokov narediš, približno 40 narediš v 80 metrih, ne, da si znaš malo predstavljati. To pa je kar, ne, se kar nabere, ne. In ti prije že ful zjeban,
skačeš, pol moraš spet dalje leteti, ne. Tako da pol pa je peta, je veslač. Ok, koliko metrov? Isto 1000 metrov. Isto tako skijerk, to samo priješ not, zahakaš, imaš 1000 metrov nared, pa greš dalje, malo probamo. Imaš tudi le recimo kakšno... Pravilo? Ne, ja, mislim... Tu lahko dobiš samo kazen, da prvo si morajo vedno noge zahakati, preden ti primeš toto. Drugače lahko dobiš 15 sekund tisto kazen. Drugače pa tu ni nič kaj. Zmesi, to ne vem, če kaj poznaš, če imaš čist gor, je malo samo težje za potegniti, dol je malo lažje, ampak ni zdaj neke ful razlike. Po navaji pač pravijo, da bi naj malo niže. In to si lahko skozi spreminjaš, pač kak češ, druga pa ni nič. Isto je to na skiergu. In to 1000 metrov? 1000 metrov, ja. Odložiš, imaš spet tek, na tem bi si naj po navadi malo spočil. Šesta, imamo pol farmerse. To je samo klasika. Samo hodiš? Ja, samo hodiš gor dol. Ne vem, če še malo porobo. Jaz sem ti zdaj 25, mi imamo na pro je 32. 32, na koga bo na openu? 24. Aha, pa isto. Ok, ja, to lahko probaš. Kako je pa razlika med ženska in moški? Ženske pro imajo open moško. Aha, ok. Open ženske pa je pol še malo nižje od... Kako je pa to, so mi govorili, če greš recimo doubles, pa da je ženska s tabo, moraš iti moško težo, ne? Greš moško open težo, ne? Žensko pro težo. Tako da ženska malo bolj trpi. Dobro, lahko ti več narediš. Ja, lahko ti več narediš, ja. Tisto si pol lahko razdeliš vaje, kakor jih hočeš, ne? To pa pol 200 metrov farmer's carry. 200 metrov. Ja, kar tu je. V roke ti stopi, veš kak. Oh, shit. To sem zdaj naredil koliko? Ja, 10 metrov, ne. Ja, daj enkrat, če gor dol les, ja. In ti imaš tam recimo rov, ne, ti tak ali tak tu imalo stopi v roke, ne. Pol priješ pa na toto, ne. Pa 32 so meni delale ful problem. Grip, ne? Grip, ja, tudi popustiti, ne, popustiti. In vse imaš to kredo imaš, ti malo pomaga, se ono imaš, ampak ti, ko te popusti, ja. No to je to, 200 metrov, pa imaš spet tek. Kje pa postaja so zdaj peta, šesta? To je zdaj šesta, pa imaš še zadnji dve, pa imaš izpadne. To bi mene zdaj. V pro, zdaj ti bom dal 15-ko, da boš dobil malo občutek, v pro pa imamo ono 30-ko. To je kar svinska, to imamo pa 100 metrov tega. 100 metrov. In koliko recimo 100 v 100 metrih, koliko narediš? Korakov narediš, ne, 100, ne, oziroma 90. Tu je malo odvisno, veš, kako daleč delaš. Kakšen korak narediš, ne? Ja, pa je pa tu pomembno to, tu zadaj imaš, pa da se vedno s kolenom dotakneš tal. Pa plus tega, to zdaj komplicirajo, samo ne vem, če je finta, da vedno toto stegneš nazaj gor, veš kaj mislim, oziroma to spredno, da je ne preneseš takoj. Ja, da ne preneseš takoj. Da nisi iz tega, da greš takoj to. Ja, da nisi nizko, pa samo greš dol naprej, ne. Da mora biti iz tega gor. Torej, ko pridem gor... Lahko celo tak delaš, jaz zdaj povaj tak to delam, ne, ker itak si zjeban, priješ gor, stopiš zraven, čakaj, zdaj sem se ti zapojil, priješ gor, tup, druga, vedno, jaz samo tu malo prijem zraven, Daj zamisli prvo 15-ko. Čakaj, to daš... Zdaj pa si jo samo vrži preko glave nazaj, tako. Pa isto lahko gremo tu gor dol, pa ne niti ne raj zdaj tako fraj ste rukat dol z kolenom, ti samo idi, da ne znaš tako. To je to. To imaš 100 metrov tega, ne, tako da jaz mislim, da nekje 90 korakov narediš nekaj tega. Daj probaj s 30-ko malo. Daj, čakaj, jo. Vrži jo kar dol samo, vrži jo samo dol, tako. Pa ti na 30-ko boš videl feeling s toto. Že vrši. Že završil. Na hrbet. In pol moraš leteti že 7 kilometer potem, ne? Že tak ali tak priješ, vam ko peš sem. Zdaj samo pol vrži nazaj čez hrbet, pa samo stopi naprej, da si daš ravno naprej, tako. Zdaj samo stopi naprej, pa vrži nazaj. Tako? Samo vrži na tla, ja, tako, ok. Ne, to je kar... Po pa še zadnja, spet letiš 1 kilometer, potem, po pa še žoge tu, ja. Tu pa imaš 6 pa 9, 6 je open teža, ti prvo dobro provat z 6, 9 pa je pro teža, ne. To pa isto. Rit pod kolenom,
pod 90 stopinj, to ti gledajo, da priješ pod 90, pa gor moraš tarčo trofiti, ne. Moški imamo malo više, tako da malo celo brado nasloniš gor, ti bo malo manj stopilo v roke, ne. In zdaj vedno začneš, da greš prvo počep, vržeš gor, vržeš gor. In pol imaš 100 totih, pa samo letiš še 10 metrov. Pa je cilj, ne, direkt. Pa 10 metrov. To sem videl, vem, ker sem gledal en tvoj vlog, da so ti drseli. Ja, ker ti si celi moker. Jaz nosim rokavice v žogah, pa pri pulu, onem, ko smo prej delali. Jaz imam v žepu rokavice in si med tekom potegnem ven, pa zdaj pa mogoče malenko širše še stopi, ja. Tako, zdaj še dobo takoj feeling, ja. Tako, ja, to. To je prav. Ja, to. Zdaj pa moraš tarčo gori trofiti, da ti zazna, pa sodnik ti gleda spodaj, če greš, vse greš ful vrevo, greš počep. Tako da s tem ne ima problemov. Vrži, 9, 10, ok, dobro, spusti. Zdaj še sem prvo z 9, malo še počakaj. Ta je pa prvo, ne? Ta pa prvo, ja. Že zdržnem je. Tako. To, prav. Ajde. Kje je to? Daj, 3 še vrži, ajde. Še zadnja. Prav. In teh 100 nariš. Ja. Ti nisi normalen. Ja, samo se redki vržejo unbroken. Unbroken se reče, da 100 vržeš brez pauze, ne. Jaz sem zdaj sicer na treningu že mečem unbroken, ne, ampak na tekmi še imam minirata 9-ke, ne, proteže. Ja, rabiš. Vedno zdaj vržem nekje 70, 80, pa si vzamem 5-6 sekund pauze, pa še 20 recimo, ne. Sem pa zdaj kar blizu že, tako da zdaj upam, da bom počasi vrgel že, samo je, jaz sem opazil, jaz imam ful dobro kadenco, to je ful pomembno, kako hiter si ti tu gor dol, tup, ne. Ti lahko vržeš 100, mi lahko vržejo 100, pa so 20 sekund počasnejši od mene, pa se jaz lahko dvakrat stavim, ne, pa sem hitrejši od njih recimo, ne, tako da to je tudi, jaz vem, da tudi če se dvakrat stavim, bom imel kar dober čas, ne, glede na to, da se dvakrat stavim, ne. Tako da to je to pol recimo, ne. Hudo. Ja, Alen, zdaj veva, zakaj te je to tako nekako povlekel v to in kaj po tvojem mnenju dela to tekmovanje tako posebno, recimo, da se razlikuje od ostalih? Poznamo te crossfit in podobne tekmovanja, ampak Hyrox je vseeno nekako nekaj posebnega. Prvo bi izpostavil to, da je dokaj varen šport. Vse se dogaja dokaj ravno, vsa gibanja so naravnost, tek je, plus te različne vaje. Zakaj pa je tako popularen? Jaz mislim, da iz tega vidika, ker ti lahko dobiš nedoločen čas. Saj mene je to pritegnilo. Jaz, ko sem začel prvo tekmo, sem videl 1:03 in sem tako imel v glavi, jaz moram trenirati, da bom šel naslednjič na tekmo, da bom ta čas popravil. Lahko se tudi primerja z drugimi, ampak jaz mislim iz sebe, kaj jaz izhajam, je to, da sem vedno hotel biti boljši od prejšnje tekme in to me je vedno vleklo naprej. Ok, zdaj sem dosegel ta rezultat, da bom treniral, da bom naslednjič še boljši. In to neko tekmovalnost, ko sem jaz pogrešal malo iz nogometa, profesionalnega nogometa, sem to prenesel pol v Hyrox. Se je glih to, kako ti je bilo na začetku, ko si končal, recimo, ko si uradno, recimo, da, ok, pustimo to, ko si še igral malo za dušo, ampak si doživel kaj take krize ali ti je recimo glih to najbolj pomagalo, da si v neko tekmovalnost in to, kar te nekako napajali čez kariero, do recimo ta Hyrox, ali si imel vmes kakšne težave s tem? Jaz mislim, da me je to ravno rešilo, da sem najdel ta šport, se mi zdi, ker sem to res že pogrešal. Čeprav sem igral rekreativno, še nogomet, ni bilo te iskrice. Zdaj pa tu sem res šel kar all-in v to. Ne vem, mislim, da zdaj, ko razmišljam za nazaj, se spomnim te prve tekme. Na Dunaju sva šla s punco Zorčenko skupaj tja en dan prej in so imeli ravno na Dunaju to major tekmo, ko tekmujejo najboljši na svetu, 15 najboljših na svetu. In takrat, ko sem jaz prvič njih videl, sem tako pomislil, enkrat bi lahko jaz bil tudi tu. In mislim, da sem to imel skozi v glavi, da mogoče s trdim delom pa treningi mi je to lahko uspe in mi je dalo neko dodatno motivacijo. Kaj pa je tista recimo napaka, ki jo naredijo recimo začetniki, ko se spustijo v ta Hyrox? Ja, je tak nek koncept, ki nekako, ja,
noben te ne omejuje, narediš, kakor narediš, ampak ja, vseeno je pa treba to upraviti. In dokler ne vržeš tiste žoge, zadnje žoge v tisto na steno, na vrh, tisti senzor, ni konca. In kaj je tista največja napaka, ki jo opažaš ti pri kakšnih začetkih? Ja, glede treningov bi jaz rekel to, da delajo vse preveč intenzivno. Hyrox je res intenzivni šport, ampak da ti treniraš vsak dan res z pulzom na max, ni vzdržno. Tako da to bi jaz prvo opozoril, da naj vsaj malo omejijo, da imajo tudi lahke dneve, vsaj 3-4 krat na teden lahki dnevi, pa kombinirajo z višjo intenzivnimi treningi. Na tekmah pa ja, večina se jih prehitro zažene isto na tekmi. Prve kilometre, prve vaje in jih pol čisto pokosi, ker enostavno je ritem preveliki. Pri tebi, recimo, ki si rekel, je bil tisti moment, ko si se odločil, ok, zdaj bom pa šel all in oziroma bom probal biti, kot si rekel, med te top atlete v tej disciplini. Je bilo to na Dunaju ali kje, ali si pol postopoma se je to pol zrastalo v neki Ja, točki? ne, ni še bilo to takrat na Dunaju prvo tekmo, ampak to je počasi raslo iz tekme v tekmo. Tu v Hyroxu imamo tudi dve kategoriji, ena je Open, ena je Pro. Jaz sem začel tudi z Open težami, to je ta lažja varianta. Kasneje sem pač šel preizkusiti tudi na Pro, kateri tekmujejo tudi najboljši na svetu. In tam sem videl, da ok, dalo se bi, ampak prvo so bili cilji, ne vem, moram priti pod 1 uro, moram sam tako doseči ta rezultat. In ja, pol pa iz tekme v tekmo so bili tudi cilji vedno višji. In zdaj si, če se ne motim, imaš najboljši rezultat v Sloveniji v večjih disciplinah. Torej, ni samo v posamičnem, ampak tudi preizkušaš se tudi v dvojkah. Je tako, ne? Ja, ima zdaj več kategorij. Lahko tekmuješ sam, lahko tekmuješ dvojice, lahko tekmuješ mešane dvojice, to pomeni, da fant pa punca tekmujeta. Lahko tekmuješ fant ali pa punca. Ja, tudi štafete so, dva fanta, dve punci, tako da različne kategorije so, pa tako sem že rekel, Open in Pro, tako da sem zdaj v nekaterih kategorijah najbolj uspešen Slovenec. Kaj pa recimo, ko gre recimo, če bi se jaz, recimo, da ja, sem relativno aktiven, še vedno tudi imam še nekaj v sebi, tudi ta drive v sebi kot športnik, bi mi svetoval, da se prijavim na tak event, je potrebna res orang priprava, koliko recimo, ko pridejo recimo klienti, recimo, če lahko rečem k tebi v tvoj gym, se pripravljati na ta Hyrox in koliko časa jim daš, koliko treninga je potrebnega za to, da greš lahko recimo za spodobno, če ne govorimo o rezultatu, da govoriš, da hočeš iti okrog 1 ure, ampak da prideš sploh čez. Pa jaz skoraj vsakemu rečem, da prišel boš skozi sigurno celotno tekmo, ker samo že cel dogodek, cel hype, ko se naredi DJ, vse, drugi te potegnejo, te bo ponesel sigurno. Zdaj pa s kakim časom, oziroma kako boš ti prišel na cilj, ali boš hodil, ali boš pri laufu, ali pa ne, je pa odvisno. Za tebe bi sigurno rekel, da bi prišel v cilj. Vprašanje časa. Ja, vprašanje časa, oziroma zdaj golman si bil, mogoče teko nisi dal toliko pozornosti, bi mogoče malo mogel na teko delati, ampak vaje bi bil sigurno zelo močen. Drugače pa ja, jaz pravim, da neke 3 mesece sigurno bi tako potreboval za neke osnovne priprave, da malo vključiš čas v tek, ker tek je zelo pomemben, tek je 60% tekme. To marsikdo pozabi, tako da je 3 mesece recimo nekih takih osnovnih priprav, pa si pripravljen. Tako kot sem že rekel, postavil si te slovenske rekorde, nekako cilje si verjetno si zadal še višje. Kje imaš še rezerve, jih vidiš pri sebi? Ja, vidim, še vedno so rezerve, sigurno. Se mi zdi, da največja rezerva še vedno pri meni je tek. Če primerjam čisto z najboljšimi na svetu, izgubljam 5 do 10 sekund proti njim na kilometer. Ja, pri teku. Pri vajah se mi zdi, da smo tu nekje, jih lahko držim, ampak pri teku pa še vedno izgubljam proti najboljšim. Kaj pa v tistih 8 postaj, kjer so ti najtežje, pa na katerih rečeš lahko, dobro, pri tebi, verjetno, ko si v teh top 15, ni počitka pri nobeni zadevi, ampak katera vaja ti je recimo najtežja in na kateri recimo
mogoče si ti ali pa recimo v res top na svetu, kjer pridobivaš? Prvo, če se lotimo najboljše moje, se mi zdi, da mi je push pa pull, to je tišimo sanke pa pull, vleče sanke, plus tega, da mogoče žoge na koncu sem res dobro naštudiral. Najtežja pa, se mi zdi, da ravno te dve push pa žoge so ti lahko vse pokvarijo. Pa nimam rad farmer carryjev. Že od začetka, odkar sem začel s Harroxom, sem imel težave z gripom. Vedno me, čeprav zato je to, za večino je to najlažja vaja, mene vedno malo strahom prijem na farmer carryje. Kaj pa sodniki, ko te opazujejo, kakšne so totalno, ne sočustvujejo s teboj, gledajo resno vsako malenkost, ker ti vseeno tukaj lahko hkrati hitro veliko izgubiš, lahko pa tudi pridobiš, ker ti verjetno si imel tudi že kdaj izkušnje s kakšnimi kaznimi oziroma kaj podobnega. Tu v eliti, 15 najboljših na svetu, ko tekmujemo, so sodniki res strogi. Vse natančno gledajo. Isto je kot pri nogometu, imamo rumene kartone in rdeče kartone. Prvo dobiš za, ne vem, če narediš kaj narobe, rumeni karton, opozorilo, drugo rumeni je rdeči karton, dobiš 15 sekund kazni. In da jih potem oddelaš? Zdaj so naredili na koncu, ko ti žoge mečeš in ko vržeš 100 žogo, imaš gorje zaslon in oni avtomatsko že prenesejo tvoje kazni in ti začnejo odštevati. In ti moraš na tistem mestu počakati, dokler ti ne odšteje to kazen in lahko komaj letiš v cilj. To je zdaj sicer samo v eliti, to ni na navadnih tekmah. In sodniki so nima veze, koliko si ti utrujen, koliko te kaj grabi, ti moraš delati striktno po pravilih. Kako pa je, recimo, a se te rumeni kartoni prenašajo iz postaje v postajo, ali recimo, če na eni postaji narediš torej 2 prekrška, boš dobil kazen? Vsaka postaja je posebej. Torej lahko na vsaki postaji eno pogolfaš. Zdaj recimo zadnjo tekmo v Melbourneu, ko sem dobil na burpeejih 2 rumena, pa takoj 15 sekundno kazni, ni bilo milosti. Kako je pa, recimo, rekel si, da zdaj si sicer nekako sem zasledil to zgodbo, ko si s partnerjem v dvojkah, trenutno nimaš partnerja stalnega, ampak kako je tudi to odgovornost, ko moraš nekako vleči ali on tebe ali ti njega, nekako biti skozi je tam še večja odgovornost? Dvojice so, jaz vedno rečem, druga tekma. Solo si za sebe, si sam naložiš neki pritisk, dvojice pa je čisto drugačna tekma, že iz vidika same intenzivnosti, ker tam je večji tempo od samega začetka, vaje se menjavaš, na teku je gas. Je pa tam tudi pomemben zelo teamwork, se mi zdi, to je res, zato imam jaz tudi rad dvojice, ker se mi zdi iz nogometa, ekipnega športa, sem probal oziroma probam prenašati to na dvojice. Da sodeluješ, da se spodbujaš, da ko vidiš, da en malo bolj trpi, da probaš ti prevzeti, da se on malo spočije in tam je zelo pomembna komunikacija. Kaj pa cilji za prihodnost v tem športu, kako so pri tebi razporejeni? Zdaj imaš, koliko je tvoj čas rekord? 55 minut pa 19 sekund. Kakšni so cilji? Svetovni rekord je pa koliko? 53, 30, nekaj takega. In kakšni so cilji? Zdaj si rekel, da odhajaš v Ameriko na tekmovanja in kako je s tem? Zdaj prvi cilj je, da se uvrstim solo na svetovno prvenstvo. To je zdaj naslednji teden v Ameriki. Sicer vem, da bo težko že samo potovanje, jet lag, bo za nas Evropejce malo težje. Sicer bom še imel verjetno popravni izpit v Varšavi, še sicer en major. Ampak zdaj ta čas je zdaj fokus na Phoenix, da moram priti solo not. Bil sem pa že uvrščen na svetovno prvenstvo dvojice, tako si že prej omenil, sem imel partnera Jakea, kateri pa me je zdaj malo zafrknil. Je skenslal najno uvrstitev na svetovno prvenstvo. Tako da zdaj sem v iskanju novega partnerja, sicer smo že sredi sezone, bo malo težko to vse skupaj izpeljati, ampak bomo videli, ne bom se predal, pa prob doseči še s kakim drugim. Kako je pa recimo s tem, tukaj vidim, da so določene finančne nagrade, ampak lahko v Sloveniji, recimo v primerjavi s tujino, živiš od tega športa
ali mislim, da smo premehni, ali bo potreben še čas, da se tudi v Sloveniji ta zadeva razvije in je recimo zanimiva tudi za sponzorje. Kakšno izkušnjo imaš ti, glede na to, da si zdaj ti nekako vodilni v Sloveniji v tem? Jaz trenutno še ne živim od tega, daleč od tega. Svoj denar vlagam to sigurno niso mali stroški, vedno so potovanja, hoteli, letalske karte. Je pa šport že tako daleč, da recimo v tujini živijo od tega. Ti najboljši so profesionalci, imajo pogodbe z raznimi sponzorji. V Sloveniji pa upam, da bo še se dvignilo to na malo višji nivo. Zdaj upam, da z mojimi rezultati se mi zdi, da je vedno več nekega zanimanja. Jaz sam osebno upam, da bo čim več tudi ljudi v Sloveniji se začelo ukvarjati z Hyroxom, da nas bo več, ker več nas bo, več bo gledano, več sponzorjev bo prišlo zraven. Tako da, če bi živel mogoče kje drugje, v UK ali pa ne vem, v Ameriki, bi lahko živel samo že od tega. Kaj pa misliš, da bo kdaj je kakšna možnost, da bi zadeva prišla tudi v Slovenijo? Se je že kaj govorilo o tem? Upaš na to, da bi mogoče lahko kdaj pred domačim občinstvom tekmoval? Te tekme so v halah. V Sloveniji žal nimamo take velike hale, da bi to organizirali. Mislim, da se je nekdo že hotel malo se pozanimal glede tega in ni bilo nič na razpolago, oziroma nimamo take velike hale. Tako da žal mislim, da to ne bo mogoče. Škoda. Je pa to vse v notranjih prostorih ali je tudi kakšna tekma na kakšnem stadionu? Vse tekme večinoma so v halah, zdaj so pa tudi za to sezono začeli dodajati stadione, kar pa je tudi vrhunsko, ampak stadion mora imeti pokrito streho, da se lahko pokrije, tako da recimo tudi Stožice ne bi prišle v poštev, ker se ne more streha pokriti. In zdaj ravno v Phoenixu, ko imamo ta major, bo na stadionu, NFL stadion, tako da to komaj čakam. To pa je tudi čisto drugače, ker recimo v halah not je zelo slab zrak, ko je dosti ljudi, se nabere, to pa ko pa je zunaj, pa je svež zrak, je takoj drugače in lahko dosežeš tudi boljši rezultat. Mislim, da bo dosti govora o Hyroxu. Greva še na eno temo, ki verjetno jo po mojem še bolj pričakuješ, malo boš postal oče, če potrebuješ kak nasvet, imam jaz 3, tako da kako se veseliš tega dogodka? Sigurno se je življenje malo spremenilo, čez par mesecev, jaz že komaj čakam, to je bila najina želja, res se veselim, da bom dobila, sigurno te bom vprašam malo za par nasvetov, kako to vse skupaj shendlati, ker še sam ne vem, z mojimi treningi, z strankami, ampak sigurno se bo dalo. Na prvo mesto bom dal sigurno družino, pa otroka. Mislim, da če bo živel na tak način, kot živiš ti, oziroma s partnerko, ki sta dosti v športu, mislim, da če bo otrok odrastel v telovadnici, jaz mislim, da je lahko sam dober. Alen, hvala ti za tole, ker si nam predstavil to zadevo in mislim, da si super primer, kako v bistvu lahko najdeš, mogoče, če bi te 20 let nazaj vprašal, obstaja še kaj drugega kot nogomet, mislim, da bi odgovoril, da ni šanse, ampak vidiš, mislim, da si pravi pokazatelj, da se da tudi po karieri nekako najdeti nove izzive in mogoče še nadgraditi te zadeve in mislim, da tega je super in navijamo zate, da boš še naprej te rezultate izboljšal in da boš res v tem užival. Hvala ti. Hvala ti. Hvala za povabilo. Hvala.